Gospod Bržan, kako komentirate odločitev občinske volilne komisije Mestne občine Koper, ki je zavrnila oba ugovora, tako vašega kot proti kandidata gospoda Borisa Popoviča? No, kar se mene tiče, rezultat je bil znan že v nedeljo. Volilna komisija jasno se je obravnavala ugovore, kot je tudi prav, skladno z zakonom, in skladno z zakonom je očitno ugotovila, da ni bilo nobenih potreb za to, da bi potrdila ugovorom, in zato jih je zavrnila. Tako da v bistvu rezultat ostaja enak, ne glede na to, da je eno volišče bilo potrebno še enkrat pregledati. Tam je bilo, mislim, da neskladje med zapisnikom in številom glasovnic, in to je prav, da so tudi pregledali. Skratka, ostajamo pri tem, kot smo bili v nedeljo. Ste zadovoljni? Jasno sem zadovoljen in čakam, da končno prevzamem delo, tako da lahko začnemo že enkrat delati, kot se spodobi. Po vašem, kdaj ne bi bilo to? Računamo, da bo prva konstitutivna seja 20. decembra in takrat bo še občinski svet sicer odločil o morebitni pritožbi, ki najverjetneje bo, in takrat verjamem, da bom tudi potrjen formalno za župana. Ta čas, recimo negotovosti, kako ga preživljate, kako vpliva na vas? No, jaz negotovosti nimam, rezultat sem videl, kakšen je, in sem samo še načakal, da se pač formalno potrdi, tako da ni, zdaj sem jasno, če sem bil miren tekom kampanje, sem še bolj miren tudi zdaj. Padali so nekateri očitki, da ljudje, ki vas podpirajo, da niso tako zelo, recimo, moralni, pošteni in tako dalje. Kako vi to komentirate? No, jaz sem slišal, da imajo ljudje, oziroma nekateri se izpostavljajo še vedno tekom kampanje, ne da tisti, ki me podpirajo, niso moralni in pošteni, ampak glej, kdo ga vse podpira, kar je bistvena razlika. Na podlagi ničesar tudi ni nobenih pravih očitkov. Res so izpostavili gospoda Mišiča kot podpornika, ki ne bi bil zelo samosvoj in naj bi zahteval ne vem kaj, dejansko njegova podpora je bila brezpogojna. On je zdaj, oziroma bo postal tudi on na konstitutivni seji svetnik in kot tak seveda bo opravljal svoje delo, upam, da korektno. Izpostavili so tudi gospod Olgo Franco. Olgo Franco je bila svetnica tudi v preteklih mandatih, s katero sem sodeloval, in mislim, da korektno, in je bila, če lahko temu rečem, tudi ena izmed najbolj ali celo najbolj aktivna svetnica, in pričakujem, da bo taka tudi še naprej. Tako da jaz samo zato, ker nekdo reče, glej, kdo te vse podpira, to ne jemljem kot nekaj resnega. Nekdo pove konkreten razlog, zakaj naj bi se od nekoga distanciral. Povejte nam, ali držijo nekatere govorice, da naj bi Gašparja Mišiča vrnil na čelo Marjetice, oziroma da bo podžupan, nadžupan? Ne, kot sem že povedal, nadžupane preskočimo, ker to so spet neke izmišljene besede ali pa besedne zveze. Nihče, ki je v predkazenskem ali kazenskem postopku, ne bo podžupan in ne bo prevzemal nobene funkcije, ki je temu sploh podobna. Gospod Mišič je sam povedal, da ni iskalec zaposlitve in ne išče dela in ne išče nekih funkcij, in je celo bil v zadnji izjavi, ko so se pogovarjali, pripravljen tudi odstopiti, če misli, da je to koristno za samo politično delovanje v naši občini. Kot povedano, on bo dobil funkcijo mestnega svetnika in kot tako bom in tako treba tudi spoštovati. Vse ostalo pa ni bilo še nikoli predmet debate in o tem tudi verjetno debata ne bo. Zanima me, oziroma zanima ljudi, pa bi vas vprašala, kako je s temi lučkami, ne, s Čudolandijo. Ko zasedete županski stol, če ga boste, bojo luči ugasnile? Nikakor. Letos bodo luči gorele, dokler bo pač to potrebno, in še več glede na to, da ste slovenski mediji vabljeni vsi v Koper, da si jih ogledate, če si jih še niste, in tudi kakšen dogodek bo verjetno spremljal te luči, tako da pridite, se vidite sami, da je lepo vreme, višje temperature kot drugod v Sloveniji, in je Koper definitivno prijetno mesto. Še zadnje vprašanje, kakšna je vaša vizija Kopra in ali menite, glede na to, da je Koper recimo
temu razklan, če lahko rečeva, boste kos tej nalogi za gospodom Borisom Popovičem, ukolikor se to zgodi? Mislim, da bom kos tej nalogi, ker ta razklanost se je zgodila predvsem zato, ker se je delalo premalo povezovalno in premalo v smeri sodelovanja in informiranja ljudi. To je tisto, kar jaz zagovarjam, torej sem popolnoma drugačen od tega, kar je razklalo ljudi in verjamem, da jih bom uspel v kratkem združiti. Kako?